En lep dober večer, Tanja Skaza z vami, četrtek, v liveu, vse se da. Današnja tema je predvsem posvečena temu, kako res lahko smo uspešni tako na osebnem kot na poslovnem področju. In oziroma na čem moramo delati, da postanemo vedno boljša verzija sebe. In bom podelila, zakaj sem se odločila, da začnem to temo, kajti marsikdo me vpraša, ali pa mi tako reče, Ana, kako ti rečeš, ne smeš nikogar niti soditi, niti kritizirati, pa če so včasih sami buci zraven mene in kako naj jaz pač delam s takimi, kako naj ustvarjam s takimi, kako naj... In dejansko, ko to slišim, to besedo, se vedno tudi vprašam, ali se zavedamo, ko mi rečemo eno tako besedo, da v resnici takrat govorimo tudi o sebi. No, in mogoče se mi je zdelo to, sem rekla, to moram zdaj odpreti, ker se mi zdi, da se včasih ne vemo, da v resnici vse karkoli se nam dogaja zato, ker v svoje življenje ne vnašamo dovolj hvaležnosti ali ker vnašamo preveč sodb, preveč kritik, najprej do sebe, ker če ne bi do sebe, potem avtomatsko ne bi to tudi videli pri drugih. In se mi zdelo smiselno, da danes mogoče dam 3 take iskrice temu, da boste vedeli, kako res narediti spremembo pri svojem življenju. Najprej osnovno pravilo, katero meni služi, zdaj že ne vem koliko, če bi zdaj pogledali mojo omaro, zato ne pišem več v zvezke, ker imam 20 zvezkov hvaležnosti. In tisti, ki me poznajo, ne vem od katerega leta že to pišem, jaz sem vsak sleherni dan pisala v zvezke, danes pišem v iPada in potem bom naredila pač vsako leto knjigico ven, da bo znali tudi otroci, ki je prebrata, kaj je mami napisala, pa mogoče moji vnuki, pa moji pravnuki, da bo ostal nek spominček za njih, ker odvisno kakšne volje si jim potem tako pišeš, nekaj, kar lahko vam pomaga, da se odprete svetu, univerzumu in da lahko dobite nekaj dobrega. To meni, če vi dajete nekaj dobrega, če ste hvaležni za to, kdor ste, hvaležni za to kavo, hvaležni za jutro, ki ste se zbudili, hvaležni za nove sodelavce, hvaležni za nov izziv, za novo priložnost, hvaležni za svojo družino, hvaležni za starše, nikaj, da ne bo prišlo nekaj dobrega do vas. Seveda pa to ne pomeni samo pisati v zvezek, ampak je treba tudi začutiti. Ampak sej ne gre takoj. Najprej pišemo, potem pa iz tistega, ko pišemo, tudi začutimo. Jaz sem prepričana v to. In ko slišim osebo, ko mi reče, jaz sem hvaležna za to, kdor sem in kar imam, in ko slišim, ko to povem, prav čutim, da je to že prišlo do njenega srčka. To meni prvo pravilo, katero vedno drži. Čakaj, zdaj sem se odločila, da imam 10 minut, tako da 10 minutne kratke videe. Drugo pravilo, katero opažam, da vam v življenju ne gre, pa da se kje ustavi, ker imate premalo hvaležnosti. Drugo pravilo, ker ste preveč zahtevni do sebe in se preveč kritizirate, preveč sodite. Ampak če smo rasli tako v otroštvu, se morate odločite in rečete, več tega ne bom počel. In pol, ko mi nekdo reče, se ne vem, ali se preveč kritiziram, ali se preveč sodim, jaz potem samo takrat vprašam, poglej svoje starše. Ali tvoji starši sodijo, ali tvoji starši kritizirajo, kakšni so tvoji starši. In če so oni takšni, veš, da tudi to imaš v sebi. In kaj narediš? Kritike nadomestiš z dobrimi stvarmi. Iščeš nekaj dobrega na sebi. In ko se zalotiš, da bi spet koga pokritiziral, začneš iskati dobre lastnosti pri teh ljudeh. Karkoli, ne vem, v poslu vam nekaj ni šlo. Primer, sem slišala moje sodelavce, so rekli, ful smo bili jezni, ker nismo dobili neke ponudbe, in potem so rekli, bodimo hvaležni, ker smo imeli priložnost. In potem naši sodelavci ugotovijo, ko postanejo hvaležni, da smo se pa mi nekje ušteli. Kar pomeni, če vesolje misli, da niste za skupaj, nismo za skupaj. Tako jaz danes gledam na to. Jaz nikoli več. Ne gledam več na zadevo, mi to ne uspeva, ampak rečem, univerzum že ve, zakaj še ni pravi trenutek, da se z nekom
ne vem, sodelujemo, da je kdo pravi za nas, ali pa tudi mogoče, ko jaz kateri stranki rečem, da še mogoče ni pravi moment, da še bi bilo dobro, ne vem, da še kaj drugega oddela, da pride do tega, da bi lahko skupaj soustvarjali zgodbo. Pa predvsem, kar se mi zdi, čas je edino, kar ne moramo vrniti nazaj, in čas je vsem nam pomemben. In ta čas je vedno dobro se zavedati, da ti tudi daje vrednost. Tam, kamor čas vlagaš, in če si pripravljen odpreti se za to, za tisti čas, da nekaj dobiš ali pa da se nekaj naučiš, potem boš tudi nagrajen, če ne pa ne. Ok, to pomeni, ko kritiziramo, ne kritiziramo, začnemo vedno pri sebi. Kritika nas spravlja, da nismo uspešni ne na osebnem, ne na poslovnem področju. Zato najdimo dobre stvari pri sebi, najdite vse, karkoli ste dobrega naredili. Poglejte, da ste končali fakulteto, karkoli, da ste delate v službi, koliko ste mentorirancev imeli v tem času, a ste kakšne projekte naredili, najdite dobre stvari. Najdite dobre stvari. Sodba pa največkrat prihaja do tega, ker se z nekom primerjate. Aha, on je pa že to, ne sodite. To pomeni, jaz vedno tako rečem, da me je vedno sem gledala ljudi, sem imela vzornike in sem gledala, kako so uspešni, ampak nisem jemala vsega v paketu. Jemala sem tiste dobre stvari, ki so meni bile zanimive. Tisto, kar mi ni bilo, je ok. In to toplo priporočam. Eden izmed dokumentarnih filmov, ki smo ga pogledali, mislim, da z Igorjem za vikend, ko je nastala pesem We Are The World, ko sta jo posnela Lionel Richie pa Michael Jackson, tekst napisala, ko je 47 največjih glasbenikov ustvarjalo to besedilo. Da vidite, kako je največjih, zvezd bilo potrpežljivih, vztrajnih, z močnim egom, ampak so se vseeno povezali in sodelovali. Tako da, ko sodimo, največkrat se nam zgodi, da odrinjamo od sebe ljudi, da ne delamo na povezanosti, ne delamo na sodelovanju, ampak ta svet je lahko samo lepši na tak način, če se bomo čim bolj povezovali, čim bolj sodelovali, iskali dobre lastnosti pri nas, ne iskali slabe lastnosti in se zavedali, da samo z dobro, drugačno ekipo lahko ustvarimo nekaj več. Ne iščemo čisto vse, če sem jaz vizionarka, da rabim takoj vizionarja. Rabim nekoga, ki bo to znal integrirati. Rabim analitičarja, rabim nekoga, ki bo znal zelo dobro pisati. Nekdo, ki se stavlja skupaj, da smo uspešni. Tako da, naj bodo vaše misli usmerjene v dobro. Jaz vem, da to že vse papige govorijo, ampak včasih je treba 500krat povedati in verjamte mi, da enkrat bo sigurno našlo to mesto. Ko greste kam, ne se pogovarjate o drugih, govorite o sebi. Pravkar smo končali, zato zamujamo, ker smo končali Zoom za obred in vedno poudarjam, tudi ko se vozite, govorite o sebi, pogovorite o svoji nameri, govorite, zakaj vi odhajate, kaj se vam dogaja. Evo, moja Tena piše točno to. Mi tudi imenujemo Dream Team, če je dober tim, tudi se nastane Dream Team, da res vidimo te presežke. Tako da, te 3 stvari bi vam za danes povedala. Kako lahko postanete dobre osebe, kako lahko ste vsak dan boljša verzija, tako na osebnem kot na poslovnem področju. Odprite se za hvaležnost. Ne delati kritike, ker se pravi, kritizirate tako in tako sebe in vedno kritizirate sebe in isto tako sodite. Delajte, iščite svoje potencijale, odkrivajte svoje potencijale. Vsi tisti, ki delajo z mano, jaz rečemo danes naprej, ko stopijo skozi moja vrata ali ko karkoli začne, se več ne kritizirate. Nobene grde besede, tudi medmete, ki jih dodajate zraven, ker ste bili naučeni. Sem smotana, sem nerodna, sem butasta, sem to, sem ono, gor dol, dili, tega več ni v vašem zakladu. In če tega več ne uporabljate v vašem besednem zakladu, tudi ni v vaših mislih. To gre iz vaših misli in tudi vidite sebe drugačne. In eno nalogo so imeli moji danes, oziroma to je naloga, ki vam je lahko tudi podam. Izberite svoje učitelje, določite si enega učitelja, izberite svojega vodjo in
napišite na list papirja sedaj, kako vidite 3 karakteristike, ki vidite pri svojem vodji. 3, samo 3, ne rabite jih več. Zdaj vzamete si čas in napišete 3 karakteristike. In za te 3 karakteristike bi vam mogla potem naslednjič odgovoriti, ker ne bi bilo dobro, da vam zdaj povem, ker boste pol to napisali, ampak napišite, pa bom v naslednjem videu vam povedala, kaj govorijo te 3 lastnosti, ki ste ga vi napisali, ali za vodjo, ali za eno osebo učitelja, tistega, katerega smatrate, da vam najbolj ali kravžlja živčke, ali vas največ meče iz cone udobja, ali je pravi učitelj, mentor. 3 stvari, ne rabite več, pa v naslednjem videu vam povem, kako boste opisali sebe s temi 3 lastnostmi. Iskrena hvala, želim vam en čudovit vikend. Naj vam povem, da toliko dni, koliko pa zdaj sem praznovala moj rojstni dan, in iskrena hvala za noro veliko čestitk, noro veliko srčnih sporočil, želj. Srčno upam, da ste videli, kak video so mi posnele moje ambasadorke, pač tiste, ki so upali iti pred kamero in posnele, ker je bilo čudovito se videti. Za vsa pisma, ki sem jih dobila, to je bilo noro tudi od sodelavcev, od marsikoga. V grob, jaz tako rečem, ko v grob ne bomo nesli ničesar, nesli bomo samo tisto, kar nam je napolnilo srce, kar smo polnili mi nekomu drugemu. Nesli bomo spomine, občutke, kaj ne rečem, vse tisto, kar nas dela žive, kar nam daje notranji mir in kar znamo čutiti, kdo smo. In to. Če ne bi zdaj bila spet predolga, ampak spet bi se skoraj začela jokati, ker to videti, tako da iskrena hvala, tako da nekaj že delam dobrega na tem planetu, da se mi to dogaja. Ne? In da mi je Igor rekel, ker imamo hišo polno šopkov, tako vidi se, da so bile z ljubeznijo predane, zato ker so še vse ok, vse so izredno lepe. Pravi, da je tako kot v vežici, tako kot v cvetličarni, tako da imam še v kopalnici šopke, v vsaki sobi imam po šopke, ker sem dobila 16 šopkov in res je čudovito videti. Uživam v rožah, zato ker rože so znak ljubezni, vsega lepega, življenja. Tako da srčno upam, da tudi vi kdaj pa kdaj si privoščite kak šopek in uživate v banji s polno vrtnic, to bom tudi jaz. Ta vikend bom te vrtnice, bom imela polno bano vrtnic, sveče in bom še uživala tako kot prava boginja. Čudovit večer vam želim. Vse dobro.